Pozdravljeni! Tukaj je znova Voda za vedno, oddaja o kajaku in kanuju. Nadaljujemo druženje s slovenskimi olimpijci. Prejšnjič smo videli Petra Kauzerja, Uršo Kragelj in Benija Savška, poglejmo še k preostali trojici, ki potuje na igre v Rio de Janeiro. Z mosta na Soči prihajata Sašo Taljat in Luka Božič. Tu sta zrasla in sedla v čoln. Tu živita in trenirata, čeprav brez brzic in divje vode, ki jo je nekoč združila. Ja, jaz se ga v bistvu ne spominjam. Preden smo začeli veslati, spominjam se ga, ko smo začeli s tečajem tukaj na jezeru in potem, ko smo začeli C2, sva ratala dobrega prijatelja. Je pa res, da smo se potem zaradi kajaka začeli tudi bolj družiti in na treningih in izven treningu, tako z Lukom, kot tudi z ostalimi v kraju, ker takrat smo večinoma vsi veslali in nas je to povezovalo. Od prvega treninga na gladini domačega jezera Luko in Saša spremlja Dejan Testen, prav tako domačin z mosta, ki skrbno meri njun napredek. Ne samo zaradi dvojca Taljat Božič, spoštujejo ga tudi zaradi številnih drugih, ki iz njegovega oddelka prihajajo za njima. Strateška pa je bila odločitev sprejeta pred 11 leti. Ideja moja je bila ta, da damo dva res dobra tekmovalca v isti čoln, ker ponovadi se je od dvojce dajalo v enojcih niso bili dobri in se jih je ponovadi nekako v Sloveniji bilo tako, da so potem polnili te luknje. Ne delajo le za moč, ogromno pilijo tehniko, ravnotežje v čolnu z enim težiščem. Postali so zgled mnogim, tudi zato, ker naš dvojec vozi drugače. Angleži, Nemci imajo bolj trd način, ne. Ja, pač oni veslajo, na roke naredijo vse, ne uporabljajo toliko čolna kot mi, ne. Mi pa probamo izkoristiti fiziko vode, čolna in v bistvu z mehkimi boki peljati čoln po vodi. Če Dejan doskrat ne ve, naprimer nas vidi na treningu, danes pa gre dobro, ne? Pa mi dva v čolnu čutva prav drugače. Tako da tu pride s tem, z veslanjem, če sva spočita, če sva mirna in zaupajo drug drugemu. V tem času sem se tudi jaz dosti naučil, predvsem sem probal njiju naučiti, da poslušate svoje telo, ne. Potem sem pa tudi jaz mogel poslušati njiju, ne. Zaupava si, ne, se oba delava treninge z namenom, da bi dosegla dober rezultat. Zdaj probava si čim bolj zaupati, seveda, če ne, nisva sproščena v vožnji. Vzpon je skrbno načrtovan, vrhunec je blizu in tudi končni cilj. Kanujev dvojcev namreč po Riu ne bo več v programu olimpijskih iger. Nismo še naprej se pogovarjali, zdaj trenutno imamo v planu končati to sezono, potem bomo pa naprej delali plane. Nismo še odprli kart in da bi rekli, kaj bomo potem delali, tako da zdaj sem sfokusiran na to, sem miren in upam, da nam bo uspelo. Jaz sigurno namenoma teh tem prav dosti ne odpiram, malo se pogovarjamo o tem, ne, ker je dobro imeti pripravljen, mi rečemo ponedeljek, ne, po tekmi, drugače pa pač se o tem rajši ne načenjamo tem. Zato, da bi dosegla vrh in se potem z njega zazrla v nove cilje. Špela Ponomarenko Janić je nastopila že na olimpijskih igrah v Pekingu in Londonu.
Program vadbe, ki ga je pripravil trener in mož Stjepan, izpolnjuje enako dosledno kot nekoč, zaključek vsakega treninga pa na obali težko pričakuje še ne 2-letni sinček Adam. Se mi zdi, da to bilo pred leti en velik tabu in je bila samo Italijanka Josefa Idem, ki je imela edina otroke. Zdaj zadnje leta, tudi to leto, kot sem jaz rodila, so še 3 ostale in pred leto in 2 predtem tudi jih je bilo še par, tako da nas je zdaj kar nekaj mamic v kajaku. Vse smo se bolj ali manj uspešno vrnile, tudi večina od nas gre na olimpijske igre, tako da mislim, da je vsaki od nas otrok dal en plus. Vrhunska športnica se je za materinstvo odločila v najboljših letih. Zagotovo so jo opogumile tudi pozitivne izkušnje nekaterih sotekmovalk in njihovi rezultati. Pa od tistih, koji su se vrnili nazaj, su bili dosti dobri. Najveće rekorde je pobirala Josefa Idem. Ona je po porodu nekih 5-6 mjeseci po porodu je že bila 6. na svetovnom. Ne bi rekla, da je težje, ker zdaj je sigurno lepše in ne bi tega nikoli spremenila. On je res tak sonček, da zmeraj nasmejan, zmeraj dobre volje in tudi ko mi na treningu ne gre in ko sem slabe volje, mi je polno spravil boljšo voljo in se mi zdi, da tudi manj prenašamo tega treninga potem domov in kar je trening in potem jadem. Zdaj to leto je čisto drugače. Mislim, treninge nisu isti kot prej Adama, ne? Ali močnija je kot bilo kdaj, dobro pripravljena. Mislim, da bolj posvečujemo pažnju temu, da je bolj organiziran in da pride do efekta, ker nimamo dosti ni časa, ni viška energije. Ne? Še pomembnejši del ekipe je postala Špelina mama Zdenka. Več kot 20 let na čelu kajak kanu kluba Žusterna, sedaj pa poskrbi tudi za Adamovo varstvo. Na vseh tekmah, kjer je Adam bil z nami, smo funkcionirali tako, da smo bili skupaj v hotelu, ampak na tekmo ga nismo nikoli jemali s sabo, tako da tisti mir, tistih par ur, ko smo bili na tekmovališču, sem zmeraj imela. Zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami smo tudi preizkusili, glede na to, da on ne bo z nami potoval v Rio, kako bi bilo brez njega. Sigurno je tekmovati lažje, če ga ni tam, ampak je bilo težko ga pustiti doma. Ampak glede na to, da je stalno mama z nami in da je navajena njo, mislim, da mu bo v redu tudi z mamo. Bohinj je stalna baza naše najboljše kajakašice na mirnih vodah. Tako kot novozelandskih veslačev, pokramlja z olimpijskim prvakom Mahijem Drysdaleom. Dobrodošli pa so tudi treningi s kajakašicami iz drugih reprezentanc. Na Gorenjskem je že večkrat gostila Slovakinjo Martino Kolevo ali pa se pridruži olimpijski in svetovni prvakinji Lisi Carrington z Nove Zelandije, s katerima se odlično razume. Prej mi je pasal, da bi bile stalno zraven, zdaj mi paše, tako da so nekaj časa, pa pol rabim nekaj časa zase, pa spet nekaj časa, tako da letos smo nekako probali, da bi tako 3 tedne imela nekoga, pa kakšen teden ne. U kajakaškem svetu mislim, da je čisto drugače kot primjer u atletiki. Znači, sve je bolje odprto in je več individualcev, kateri se brez problema pride v stik in se zmenijo. Največ mislim, da je problem trenerji. Če oba preveč filozofirajo, pa to ni mogoče. Tudi sicer iščejo enostavne rešitve. Za tempo med treningi pa skrbi najmlajši član družine. Dober olimpijski nastop so Beniju Savšku prišli zaželet 3 nekdanji olimpijci, prav tako kanuisti. Damjan Prelovšek in Tone Hočevar sta nastopila v Münchnu 1972, ko je bil slalom na divjih vodah prvič na olimpijskem programu. Simon Hočevar pa na to kar 3-krat. Jaz sem bil precej razočaran, bil sem 17. in na svetovnem prvenstvu sem tudi dosegel do 5. mesta, da nisem nikoli v življenju prišel. Tako da sem po olimpijskih igrah takoj zapustil in se vrnil domov. Jaz sem to vedno naprej postavljal, da premagam Damjana. Damjan nikoli. Tukaj sem jaz pravzaprav bi rekel, to je bil del mojega karakterja in jaz sem si to je bila ena mojih največjih želja in se mi je takrat izpolnila. Ampak potem moram reči, da to nisem poudarjal več,
ker je bilo že samo 14. mesto tako, bi rekel, lepo, da sem lahko ostal samo pri tem, da sem povedal, da sem 14. Sploh Sydney in Atene, ker sem res osvojil dva zelo dobra rezultata, 7. in 6. mesto, jih imam še vedno ful dobro v spominu. Mi je pa nekako žal za olimpijske igre v Atlanti, ker mi je konfiguracija vode in vsega najbolj ustrezala. Tudi dolžina in vse, tudi takrat sem bil res zelo dober, tudi mesec kasneje sem postal evropski prvak, praktično enake konkurenci. Ampak tam sem pa jaz nekako si želel preveč in to je tudi prišlo do tega, da sem v obeh vožnjah naredil veliko napako in izpustil vrata, tako da sam rezultat je bil zelo slab, ampak izkušnja mi je pa potem prinesla, da sem lahko na naslednjih olimpijadah zelo dobro dirkal. Vsak še vedno hrani del opreme, s katero je tekmoval. Simon je s tem čolnom v svojem zadnjem olimpijskem nastopu dosegel 6. mesto. Od Aten sem sedel v tem čolnu in ta prvi občutek je bil zelo hecen, zato ker nekako čoln se ni obračal. Čeprav je takrat veljal za najbolj vrtljiv čoln, se danes nikakor ni hotel obrniti. Potem po parih minutah, 10, sem se že nekako peljal dol in si hitro prideš v te občutke noter, ampak je to velika razlika, seveda čolni so krajši, ožji, volumen je drugače razporejen, nižje sediš, tako da si bolj stabilen, ker takrat zaradi pač dolžine čolna in vsega, da si lahko sploh čoln obračal, si mogel višje sedeti, da si lahko imel to težišče in pa točko vrtenja druge, kot sedaj. Tole veslo hranite še z olimpijskih iger v Münchnu, ima neko svojo zgodbo, ne? Ja, to je bilo tisto leto, ko so Karl Schranza diskvalificirali na olimpijskih igrah v Saporu, kjer je imel neke reklame. No, v Münchnu pa so naredili tako, da tistem, ki smo trmoglavali, nismo hoteli prelimati oziroma odstraniti, so nam enostavno v tistih hangarjih, kjer smo imeli opremo spravljeno, pobarvali s tem rdečo črto. Jaz pa to nisem nikoli dal. Je to vaša olimpijska čelada? Ja, to čelado sem jo že, ko sem začel veslati, sem jo dobil. To je v bistvu na češka hokejska čelada. Takrat smo imeli vsi te take čelade, ki smo jih na Češkem kupovali. In ne vem, iz nekega, bi lahko rekel, zaupanja v to sem jo nosil, dokler sem veslal. Kanu se je od olimpijskih iger v Münchnu že na pogled močno spremenil. Čoln, v katerem je tekmoval njegov oče, je preizkusil tudi Simon. Tone pa podoživel občutke iz tekmovalnih dni. Čoln se zelo lepo vozi in teče in tudi po nagibih se zelo lepo obnaša. Takrat so bile tudi pravila malo drugačne, širši je bil. Proga je bila daljša, kar je pomenilo, da si rabo hitrejši čoln z večjo stranjostjo. Ne bi se pa dali recimo enih zaprtih kombinacij odpeljati. Več se je drselo po čolnu, malo nas je bilo tistih, ki smo že dajali veslo čez. Moral si čoln, bi rekel, naštelati na vrata, malo je bilo možnih popravkov, tako da tem mladim bi jaz kar dal se kdaj se zapeljati vsakim čolnom po zdajšnji olimpijski progi. Me zanima, koliko bi dol prišlo. V Rio se je uvrstilo 5 slovenskih posadk, 4 v slalomu in 1 na mirnih vodah, tako kot na igre v Londonu. Navijajte za slovenske olimpijce, lahko pa se pridružite tudi akciji Voda za vedno in se udeležite katerega od rekreativnih spustov po slovenskih rekah. Koledar je na spletni strani Kajakaške zveze Slovenije.